pozdravljeni. Čas je za nogomet. Sliko smo v Mariboru, kjer se bo kmalu začela tekma 28. kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. V Ljudskem vrtu se bosta še zadnjič v tej sezoni pomerili ekipi Maribora in Celja. Maribor je dobil prve 3 štajerske derbije v tej sezoni in danes bodo Celjani storili vse, da ta vtis popravijo. Tomič. Prekršek na sredini igrišča, takoj se je Tomič upravičil. Da se Mariborčani pritožujejo glede sodniških odločitev in rumeni karton bo razveljavljen, rdeči karton torej za Tomislava Tomiča. In hladna prha za Celjane takoj na začetku tekme. Takoj, ko je David Šmajc tekel proti monitorju, se je vedelo, bolj kot ne, da bo prišlo do tega scenarija in pravilna odločitev. To je seveda mesarski štart in rdeči karton torej za Tomiča, ki kapetanski trak predaja Matjažu Rozmanu. Brecelj z avta. Na tleh se je znašel Božič, to da ni prekrška, potem pa predolga podaja za Repasa. Vrbanec je prišel do žoge. Vrbanec strelja, to da brani Jug. Na 25 odigranih tekmah je dosegel 1 gol in dodal asistenco. V polno je meril v Ljudskem vrtu na tekmi z Domžalami. Kronaveter strelja, še nevarno, vratnica se je stresla, ostaja pri izidu 0:0. Skače Guerrico, potem sta si bila Vrbanec in pa Majevski v napoto. Vrbanec daj do žoge, nov strel Vrbanca! Žoga se je odbila do Makumbuja. Kongovec pošilja žogo pred vrata, to da tole je bila slaba ideja, pa Kronaveter, ki strelja mimo desne vratnice Rozmana. Božič pred vrata, ostra žoga, priložnost in ni zadetka, sprožil je Majevski mimo desne vratnice Ažbeta Juga. Vse skozi žogo pelje proti sredini. Maribor pa še naprej napada. Preveč enolično, tu je zdaj Guerrico, ki pošilja žogo naprej, priložnost in gol! Đorđe Ivanović, toda ofsajd zahtevajo Celjani, očitno pa gol velja. Đorđe Ivanović je dosegel drugi gol v letošnji sezoni. Končno so Mariborčani strli odpor Celjanov, ko niti niso ne vem kako nevarno pretili. Ivanović torej do drugega zadetka v letošnji sezoni, čakamo pa na počasni posnetek. Guerrico je podal, ni bilo prepovedanega položaja, Zec je zamudil in Mariborčani torej prihajajo do vodstva. Slabo je bil postavljen Zec. Hvala za besedo, Miha. Radovan Karanović, ob meni najprej čestitke za zmago. Bi se pa navezal na izjavo vašega igralca. Ivanović je dejal, da je bilo morda celo bolj zahtevno, zato ker so Celjani tako dolgo igrali z igralcem manj. Se strinjate s tem? Ja, hvala lepa. Ja, dejansko po vsem tem, kar se je dogajalo čez celo tekmo, sigurno da je bilo zahtevno. Morali smo narediti 2 prisiljene menjave. Normalno da je tukaj prišel do določenih sprememb, katere nismo želeli mogoče takoj na začetku tekme. Dejstvo je, da normalno Celje se je zelo dobro, zelo organizirano branilo. Pač mi smo imeli na obeh straneh levičare, se pravi premalo je bilo dobrih predložkov z desne strani in hvala Bogu, da smo danes zmagali. Jaz bi danes res rad čestito svojim igralcem na svem tem, kar so pokazali, ker danes se ni šlo samo za zmago, danes se je šlo za v bistvu vse, kar se je dogajalo v zadnjem času in vidno je bilo od zunaj videti, da so enostavno v enem krču. Fanti su želeli in lahko rečem, da je to najlepše darilo našim navijačem ta vikend. Koliko so se spremenili načrti za drugi polčas, ker ste 2-krat menjali že v prvem? Lahko bi sicer menjali ob odmoru, ampak potem, ko se je tekma nadaljevala, pa ste bili prisiljeni čakati z naslednjo potezo. Ja, v bistvu sigurno, da smo mogli počakati mogoče s kakšno drugačno potezo, ampak preveč smo bili neučakani, preveč mogoče v določenih podajah, bi rekel,
določene stvari delali prehitro. Jaz sem na polčasu upozorio, da ne hitimo s podajami in da razvlečemo ekipo Celja, se pravi, da sedno pridemo do tistega zadnje podaje, katera bi potem pripela do šanse in do gola. Na vso srečo sedno Ivanović je zadeval in mislim, da so to velike 3 točke danes. Kako pa ste bili zadovoljni z Makumbujem, ki je danes igral v povsem drugi vlogi, vseeno je razigraval, bil tudi odločilen pri tisti diagonali, pri doseženem zadetku? Ja, verjetno pač, ko smo se odločili glede postave, ga nismo zastojno dali, on je to tudi igral, bi rekel, v mlajših selekcijah Monaka. In on v vsakem primeru je treba biti danes na podlagi tega, kakšna možnost smo imeli glede postave, bi rekel, neki faktor presenečenja. Tudi namen je bil, da on prihaja v igru in da pač prihaja iz drugega plana, ampak normalno, ker to je njegova prva tekma na tej poziciji, vseeno mislim, da je odigral dobro tekmo. Samo še to, kakšna informacija o poškodovanih, kako je z Sikoškom, ki ga sicer čaka reprezentančno vabilo? Ja, zdaj smo glih dobili informacijo, da sta oba v redu, se pravi, ni hujši poškodb, tako da upam in želim, da se bo ta oba dva udeležila reprezentančnega zbora. Radovan, hvala in še enkrat čestitke, Miha, toliko z moje strani, se seveda še morda oglasim, ampak to pa je za zdaj to. Tekma se niti približno ni začela po vaših željah, hitra izključitev, potem ste morali nekako improvizirati. Kako ste v bistvu bili zadovoljni s prvim polčasom, ko so fantje odlično stali? Ja, jaz mislim, da celo tekmo, da si Maribor mogoče ni pripravi toliko, kot mogoče so si sami želeli. Sigurno je tekma že v štartu, rekel, šla čisto na robe smer. Je pa še žal, da mogoče tam situacija Begića v prvem polčasu, ker smo bili v bistvu sami pred golom in na drugi strani pri nič zaletela, da mogoče nismo povedali, mislim, da bi mogoče nasprotnika spravil lahko v en težek položaj. Na koncu moram fantom čestitati za borbo, za, bih rekel, veliko disciplino, igrati v gosteh, bom rekel, na koncu z minimalen poraz, malce grenak preokus, ampak kljub vsemu čestitam fantom in, bom rekel, naš pogled usmerjamo po reprezentančni pauzi. Na vkljub izključitvi niste spreminjali pristopa, še vedno zelo napadalno nogometne, tudi po levem boku Morozov zelo visoko. So to bila vaša navodila, da vse ostane tako kot v bistvu na 11-11? Definitivno je to bil nepričakovan scenarij, da smo nekako zgubili, bom rekel, igralca že v samem začetku tekme. Sigurno smo si želeli še v kontinuiranem napadu, bom rekel, še več posesti, še boljši pretok žoge, ampak tudi nasprotnika se kaj vprašati. Ampak sem bil zadovoljen, mislim, da smo imeli nekako celo tekmo dosti veliko kontrolo, razno normalno v nekih izjemah. Mislim, da smo, bom rekel, njihovega glavnega igralca Modrinskega dobro, bom rekel, odsekali od igre. So pa mogoče neke situacije, ki bi jih mogoče malo bolj spretno, srečno lahko realizirali in bi mogoče se tudi danes veseli točka, pa mogoče celo vseh treh. Kako je Tjaž Begić, se že kaj ve? Mislim, upam sam, da je šlo samo, bom rekel, za krč, da ni neka, bom rekel, ruptura, bomo pa jutri, bom rekel, po vseh preiskavah videli, kakva je ta zadeva. Tako da jaz upam, da je vse v redu, vsi ostali fanti mislim, da so zdravi, da lahko gremo v ta reprezentančen 14-dnevni cikl, da neke stvari obnovimo in potem se veselimo zadnjih 8 tekem. Simon, hvala, izkoristite dobro reprezentančni premor, toliko za enkrat z roba igrišča, se pa znova slišimo, Miha, ko bo ob meni Radovan Karanović. Ja, Tim, hvala, da si počakal v prenosu, Đorđe Ivanović ob meni. Težka tekma, čeprav ste imeli igralca več, pa ste zelo težko prišli do priložnosti za zadetek. Pa da, dobro je, pobedili smo, što nam je najbitnije, upisali smo 3 boda. Pa što se tiče utakmice ovako, bilo nam je jako teško da ih probijemo. Nekako mi se čini da bi nam možda bilo lakše da smo imali podjednako igrača. Ovako oni su u prvih par minuta već dobili crveni karton, imali su igrača manje, zatvorili su se i bilo jako teško da ih probijemo. Skoro se povukli nazad, bukvalno naša zadnja linija je bila na pola terena i jako je bilo teško probiti, ali sva sreća, eto, uspjeli smo i što najvažnije, dobili smo utakmicu, 3 boda smo upisali i idemo dalje. Hvala in srečno. Tim, toliko z roba igrišča, sam se oglasim, ko bo na sporedu studio. Ivanović, zelo zahtevna tekma za vas, praktično skoraj celo tekmo ste bili z igralcem manj. Kako ste vi videli obračun? Da, na početku odmah igrač manje i mislim da je bilo, mijenjali smo formaciju odmah, morali smo da se prilagodimo i cijelu utakmicu smo jednostavno trčali smo dosta u odbrani i na kraju nismo iskoristili svoje šanse koje smo imali, ali možemo da budemo zadovoljni, dobili smo samo 1 gol, tako da mislim da je bilo teška utakmica, veoma teška za nas. Hvala in srečno. Hvala puno.
Tim, toliko za enkrat, ko bom imel ob sebi še igralca Maribora, pa se znova javim.